Ja, ja. Ok, lep pozdrav, danes bom začel malo presenetljivo, se bomo začeli pogovarjati o pokru. Ne? Znate, kaj je poker, no limit holden? Kdo pozna, kaj je poker? Kori vidim, da pozna. Še kdo drug? Ne. Ne, ok. Ja, jaz moram reči, da kar dobro poznam, kar dosti dobro igram. Zakaj bom govoril o tem? Zato, ker smo danes malo pogovarjali o številkah, bi vam rad en primer povedal čez poker igro. Namreč, če igrate no limit holden, dobiti imajo v paketu 53 kart. In tisto, kar si vi želite, ko ta dealer razdeli karte, da dobite master karde, to pomeni master karte, se pravi najboljše, to so asi, kralji pa dame. Se pravi, ker je vsakih po 4 barve, je to 12 kart. Se pravi, vsak dobi 2 karte v roko, ostale se pa položijo pač na mizo. Tisto, kar je pa želja vsakega igralca, je pa to, da dobi eno od teh, se pravi, ali 2 dame, ali 2 kralja, 2 asa, ali pa kombinacijo ene od teh 2. Se pravi, od vseh 53 kart, teh 12 delež najboljših. Zdaj, v laičnem svetu zelo velja prepričanje, da je igranje pokra odvisno od sreče. Kaj vi mislite, je več sreča tukaj pomembna ali je bolj pomembno spretnost oziroma znanje oziroma koncepta? Jaz bi rekla znanje pa spomin, dober spomin. V bistvu čisto matematično je dokazano, da je približen dobrih 60% oziroma 2/3, bomo rekli za poenostavitev, je sreča, 1/3 je pa sprav spretnost in znanje in razumevanje koncepta igre. Zato v bistvu tisti, ki so dobri ki se pač s tem profesionalno ukvarjajo, so profi igralci pokra, praktično matematično gledajo vsak tretji turnir pridejo med dobitnike nagrad, se pravi se vrstijo med 10% ljudi, ki zaslužijo potem na turnirju ali pa pri cash gameu. Matematično seveda lahko imaš swing gor ali pa dol, se pravi lahko se ti zgodi, da je pač, ne vem, 20 zaporedoma ne prideš, ampak v povprečju, glede na to, da je to 1/3 odvisno od tvojega znanja in spretnosti, v 1/3 primerov taki igralci pridejo med prejemnike nagrad. Zdaj, kadar grem jaz na kakšen turnir, je zelo zanimiv, ker v bistvu takoj ločeš laike, tisti, ki igrajo za zabavo, ki to delajo za hobi, pa profi igralce. Zakaj? Zato, ker laiki se non-stop pogovarjajo o teh 66%, se pravi o tistih 2/3 nestalno rečejo, koliko sem imel smolo, koliko sem imel srečo, koliko sem imel smolo, koliko sem imel srečo. Se pravi, tisti, ki to jemljajo kot svoj posel, ki zaslužijo denar od tega igranja, se vedno pogovarjajo o tisti tretjini, se pravi, ki je odvisna od njih. Se pravi, o izboljšanju svojih lastnih spretnostih. Ok, zdaj bom malo prešaltil na našo industrijo, pa sem pol to povezal vam skrb, zakaj vam zdaj pravzaprav to govorim, zdaj v tem pokru. Saj vem, da ne bo to za Janšo. Kaj? Sorry, jaz sem na promenadi. Ok, si mislil, da je kdo ima kakšno že vprašanje. Bom pa na koncu na vprašanje vam odgovoril vezano na to temo, ki se zdaj pogovarjamo. Se pravi, zdaj, kakšne cifre, ko pač delamo strukturo, kakšne cifre so v bistvu sploh zaželene ali pa kakšne cifre so dobre, od, ne vem, bomo zdaj spet za lažji izračun od 10 povabljenih, katera cifra je solidna. Zato, ker če ne veš, kaj je solidna cifra, potem rečemo strelaš v tačo, ki jo ne vidiš, se pravi prazno tačo. Na nek način bi mogel vsak vedeti, najprej vsak od nas, kaj pravzaprav je solidna cifra, kaj je soliden izkoristek. Zdaj, spet govorim za neko povprečje, zato se spet jasno tle je lahko, ne vem, slab teden, slab mesec, lahko je odličen mesec v povprečju, od 10 povabljenih ljudi bi mogel se 3 pridružiti. Se pravi, to je solidno. Zdaj, Boris včasih na prezentacijah reče, da njemu se pridruži 50% ljudi, to je nadpovprečno. Ok, če je to nadpovprečno, je to super, ampak tisto, kar se treba pogovarjati, se pravi, če je to pod tem povprečjem, se pravi manj kot 3 od 10, potem pač je treba to spretnost pač, bom rekel, izboljšati ali pa korigirati in tako naprej.
Se pravi, najprej sploh vedeti treba, kaj je target, ne, da potem ta target sploh lahko pravzaprav sploh ciljamo, ne. Tako da jaz bi predlagal, no, glede na to, da zdaj, ko se pogovarjam z vami, ne, v večini primerov dobivam zelo, bom rekel, čustvene odzive ali pa veliko enih pridevnikov, ne, se vprašam, kako vam gre, super, ne, kako ti gre, trudim se, kako ti gre, delam na tem. Ne, se pravi, v biznisu se pogovarjamo o številkah, ne. Tako da moj predlog, ne, danes je, to vam sugeriram, da si pač prvo odločite za enega mentorja, se pravi, vsak nas odrapa enega mentorja, zdaj lahko je, kdo je tam v zadnji skozi smota, to pač v družbi. Te bo malo ugasno, ki je malo moteč to. Ja. Se pravi, prvo vam predlagam, se pač odločite za nekoga, s katerim boste delali, lahko je to pač v sponzor, če pač aktiven, lahko je to kdorkoli po strukturi, ki itak vsi veste, katera je naša upline struktura, do Cimbale, do Andreje, če vas bo pač sprejelo mentoriranje. Se pravi, nekomu pač rečete, ne, in se pač ste v stiku in da se začnemo pogovarjati o konkretnih številkah, ne. Se pravi, ko se dobimo za nek posvet, za konzultacije, da se začnemo pogovarjati o konkretnih cifrah, ne. Zdaj, ko vemo, kaj je target, ne, se pravi, 3 je dobra cifra, 3 je tisto, kar si želimo, se pravi 30% izkoristek, potem se lahko začnemo pogovarjati o čisto konkretnih cifrah, ne. Zato, ker jaz Exevo slišim, ne, ko me vpraša, kako mi gre, jaz ne rečem super, ali pa za nič, ali pa ne vem, karkoli, ampak se pogovarjajo vedno o konkretnih cifrah. Ta mesec je bilo toliko pa toliko ljudi na webinarju, odziv je bil tak, toliko pa toliko jih je kupilo to, toliko pa toliko jih je kupilo ono in kaj zdaj treba korigirati, kakšno izobraževanje treba narediti, se pravi, od mene pričakuje, da čisto ne konkretne cifre, ne, se pravi, na ta način potem lahko vidimo, kje stvari treba korigirati, ki jih je treba pač popraviti, ne. Se pravi, zdaj, če se pogovarjamo zdaj o tem delu, ki je pač pod našim vplivom, prej sem vam povedal primer tega pokra, zdaj to lahko začne že malo povezovati, ne, se pravi, zelo pogosto se pač pogovarjamo o stvareh, ki niso pod našim vplivom, se pravi, ki so, bom rekel, faktor sreče na nek način, ne. Se pravi, lahko imate pač smolo, lahko imate novega kandidata, pa na letu na kakšen velik ne, lahko je ne vem, karkoli, pač imate lahko slab mesec, ne, se pravi, tisto, kar je smiselno in smotrno, da se pogovarjamo o tistih 30%, ki je pod našim nadzorom. Ne, se pravi, ne se pogovarjamo toliko o temu aspektu sreče, kaj je bilo sreča, nesreča, lahko me kdo srečal, pa 5 ljudi zaporedno opisati, to sploh ni pomembno, ne. Se pravi, če konstantno v nekem dolgoročnem časovnem obdobju pač nimamo tazga procenta, potem pač je moj predlog, da se odločite z nekoga, s katerim boste pač delali, s katerim boste to komunicirali in se pač najde čisto vsakega posamezno od vas, jasno velja tudi za mene, kaj je tisto, kar je treba izboljšati, da na te procente pridemo. Kaj v bistvu manjka, zdaj, zato ker smo zdaj tukaj različni, z različnimi nivoji, eni so že dolgo časa, eni so malo manj časa. Jaz zdaj ne vem, ker takole izobraževanja itak niso zdaj namenjena, da bomo zdaj individualno to reševali. Mogoče pač treba izboljšati povabilo, mogoče treba pač bolj razumeti in te karakterne tipe, o katerih se pogovarjamo preko banka. Ne vem, pač jaz mislim, da treba potem to individualno, ker če mene nekdo pokliče, pa mi da konkretne cifre, pa mi reče, veš kaj, prejšnji teden sem govoril z 10 ljudmi, pa sem dobil 10 nejev, potem je verjetno se zdi, s tabo treba pogovarjati o izboljšanju povabila, pa se bo dobila, pa bo izboljšala povabilo, ne. Se pravi, ko bomo šele konkretne neke stvari, potem lahko konkretne neke odzive damo, ne. Se pravi, zdaj se pa več ali manj pogovarjamo to na nivoju, trudim se, vse sem dal od sebe, pač jaz ne vem, kaj je to vse, ne. Za nekoga vse pomeni, da je 3 ljudi povabil, za nekoga pa 100, jaz ne vem, kaj to pomeni, ne, vse sem dal od sebe. Se pravi, če me razumete, to je zelo imaginarno, ne. V poslu so vedno številke, kljub temu, da v banku pravi, da marketing ni igra številk, je, v bistvu je, ne, samo s tem izboljšanjem svojega pristopa sigurno lahko te številke izboljšamo, to hoče s tem povedati. Drugače pa je igra številk, ne, se pravi, iz industrije mreženja je znano, da je tak procent, ki sem vam povedal, zelo soliden, ne, se pravi, če pač tega procenta ne dosegamo,
potem se pač to komunicira o tej zadevi in se pač za vsakega posameznika najde, glede na to, kar pač, če govorim zase, če pač se z nami obrnete za mentorstvo, čez primere, ki mi jih poveste, čez odzive, ki jih dobite od ljudi, pač vam lahko čisto konkretno svetujem, na katerem področju pač izboljšite svoje delovanje. Se pravi, dajmo izboljšati tam, kjer je pod našim vplivom, in predvsem po drugi strani, pa še enkrat zdaj povežem s pokrom, pač povedal sem vam, da naš cilj je, da dobite teh 12 kart, se pravi, zdaj, če ste tole preračunali, rekel sem vam, da 3 od 10, se pravi, gre za čisto za isto, se pravi, 12 ljudi v bistvu od paketa kart, od 50, 55, če ste tak procent dosegali, potem vam gre odlično. Če niste, potem se dajmo pogovarjati izboljšo vaših spretnosti, ne pa o tistih 2/3, ki so odvisne od sreče. Jasno je, da za poker mizo včasih se ti zgodi, da lahko sediš celo noč, pa ne dobiš dobrih kart. To se nam v mreženju skozi dogaja. Cel mesec delamo in pač ne. Se pravi, gre pač za neko povprečje. Seveda je pa fajn to relativno sproti komunicirati. Se pravi, ne zdaj čakati 2-3 mesece, da potem ugotovite, da ste 100 ljudi povabili. Jaz vem, da vedno pride do svinga gor in svinga dol, samo fajn je, ne vem, po enem tednu ali pa po 2 tednih že dati en feedback konkreten človeku, s katerim ste se pač odločili v konkretnih cifrah, v konkretnih zadevah. Se pravi, ne tako imaginarno, kot bomo do zdaj navadili komunicirati, kot sem že večkrat rekel zdaj, trudim se, vse sem dal od sebe, noben noče. Se pravi, to ni biznis. Biznis so številke. Jaz ne moram vedeti, kaj to pomeni noben noče. To ste 3 vprašali, pa noben noče, a ste jih 73 vprašali, pa noben noče. In vam tudi ne morem pomagati, zato ker ne vem, kaj jim pravzaprav rečete, da nočejo, če me razumete. Se pravi, treba je to malo konkretizirati, konkretne cifre in konkretno povedati, pač, kje je odziv, kakšni so odzivi, kakšen odziv dobite, bomo potem najdel neko rešitev, čisto konkretno za vsakega od vas, glede na to, kje ima kdo izzive. Se pravi, tisto, kar vam hočem zdaj pod črto povedati, kar se tiče teh številk, je to, da dajmo se pogovarjati k profi igralci pokra, ki stalno se pogovarjajo o izboljšanju svojih prednosti, ne potem, ko sem bil srečo ali pa nesrečo pri svojem igranju. To je ena stvar. Drugič sem pa hotel mogoče še en razlog vam povedati, zakaj je v bistvu sploh ta 90-dnevni akcijski plan. V bistvu en od razlogov, ki je dosti bistven, je to, da tega posla kot nobenega drugega posla se ne da malo, ko se temu reče, malo probati, ljudje reče, bom malo probal, bom malo začel, pač to v 99,99% primerih ne vodi v uspeh. Sicer je res, da v binarcu včasih za šalo rečemo, najdete 2, pa ste zmagali, ampak to je teorija. To je teorija. V praksi je pač tako, da je treba to vzeti resno in delati in potem pride do unega pregovora, več delam, več ima sreče. Se pravi, jaz ne bi zdaj čakal na to, da se bo zdaj en čudež najdu na levi, pa en na desni. Se pravi, pač to treba resno vzeti in vsak posel, v bistvu, če mislite biti uspešni, se v bistvu lansira, ne pa malo začne. Zdaj, če pogledate zdaj nek drug primer, recimo, hočete odpreti pizzerijo, v bistvu naredite vse tisto, kar smo se zdaj pogovarjali, se pravi, naredite to pripravo, preštudirate vso zakonodajo, delovno, davčno, preverite pri dobaviteljih vse, kje boste vzeli, pogovarjate se levo, desno, 100krat naredite checklisto, se pravi, ste se pripravili, potem ste poslali povabila in potem ste v pizzeriji pač delali, se pravi, ste imeli pizzerijo odprto, niste zdaj rekli, čez 3 dni zdaj gre pa na dopust. Zdaj, da je nekdo to osebno vzel, da vmes zdaj proti komu, da gre na dopust, pač fajn, da ste šli na dopust, se prednost našega biznisa je ravno to, da se ga da delati tudi kjerkoli ste. Gre v bistvu za ta odnos, da če se nekaj odločiš, potem ta biznis lasiraš, se pravi, vse narediš so pripravo in potem, ko ga enkrat odpreš, ko odkleneš vrata,
ki se naredi otvoritveni dan, potem ga delaš pač to, kot ste se zavezali v tistem akcijskem načrtu, pač skladno z ambicijami, ne, se pravi, lahko imate tudi fast food, ki je odprt samo 3 ure popoldne, zvečer, kakorkoli. Jaz imam prijatelja, ki ima recimo bife odprt vsak dan od 5 zjutraj, tam je na blizu dvora, pa do 9 zvečer. Pač on se je tako odločil, ampak je imel vsak dan odprtega od 5 zjutraj do 9 zjutraj, ne, vsak dan. Ni rekel zdaj, ja, delim pa, ne, da pa 3 dni ne bom imel, ker sem slabe vole, pa včeraj si mi ga en napil, pa mi pokozlal skret, zdaj pa pač ne bom več, zdaj pa 3 dni ne bom več odprt, ne. Se pravi, ja, zato je pač ta akcijski načrt, zato da se, ker biznis se lasira, biznis se nikoli tak ne začne. Vsi tisti ljudje, ki ga začnejo, potem so stalno padajo s kolesa dol, pač malo vozijo, pa ne vozijo, pa vozijo, pa ne vozijo, ne. Lasirajo, se veste, sateliti, pa rakete se lasirajo. Zakaj? Odkje sploh ta izraz? Ja, v bistvu ga dostikrat tudi na prezentacijah povemo, ali pa na kakšnih izobraževanjih, pardon, ga slišite, ne, pri vsakem lasiranju gre 90% energije za to, da sploh spravite to telo gor, ne, in tle pač treba ta pogon, to energijo ponuditi za to, da sploh spraviš to pogon. Ker enkrat ta raketa leti, ker je avion dosti visok, a ne Boris, potem leti samo 10% energije. A to pomeni, da pa ni treba nič več delati? Ja, seveda je treba, ne, samo turbulenc ni več takih, ne, zato ker v začetka so turbulence znort, ne, pač potem, ko si enkrat na ta pravi višini, avion leti relativno smooth, pa relativno malo energije ponusa. Se pravi, še vedno tam pilot, še vedno leti, še vedno pač vse se dogaja, ampak za kaj gor ga spraviti, se 90% vsega goriva porabi. Zato je fajn ta 90-dnevni akcijski plan. Tisto, kar je pa še fajn pri tem, da vedno znova v našem poslu, glede na to, da nismo zdaj investirali svojega življenja, niti nismo rakete lasirali, vsake trenutka, ko se zafrkneš, ga lahko, jutri lahko vaš nov 90-dnevni plan, se pravi, kadarkoli, pač se lahko odločiš, ga podaljšaš, ne, ker itak gre za vas, ne, jaz sem samo hočel povedati, zakaj je sploh to potrebno, zakaj je potrebno v enem trenutku pač stisniti to in teh 100 dni dati vse od sebe, mislim vse. Pač, tisto, kar je potrebno, zato da je vaš biznis uspešen, ne? Ali je to za vse, ali je to pač vse, kar je potrebno, ne? Zato da ste pač pri tem uspešni. Tokle sem vam jaz zapovedal danes, se pravi, zakaj sploh 90-dnevni akcijski plan, seveda so še drugi razlogi, ta se mi zdi zelo pomemben, zato ker je 99% vseh ljudi v mreži mi pač proba, ne? Probajo nekaj narediti, pa bom videl, pa imam enega v misli, ki ga bom vprašal, ne, to je probanje, ne, se pravi, nimaš kje ga imeti v misli, ki ga boš vprašal, ne, zato ker je oštarijo, ko jo odpiraš, nimaš zdaj enega v misli, ki ga boš vprašal, če bom prišel na pico, ne, se pravi, ti boš naredil vse, da boš lansiral svoj biznis in bojo prišli. In najbolj smešen je to, da to sem že večkrat na izobraževanjih povedal, da itak ne bojo prišli tisti, ki ste jih vi na otvoritev povabili, vsi oni vaši prijatelji, pa sestre, pa tete. Oni itak ne bojo vam na pico hodili. In omreženje je zelo podoben. Se pravi, na koncu koncev te mrežo zgraditi z enimi ljudmi iz Bohetke, iz Nemčije, pa Švedske, ki jih danes sploh ne poznate. Ne. Samo začeti morate in ga lasirati in ga delati resno teh 90 dni, še enkrat to poudarjam, zato ker vam prvošem vsakmu, ki je danes tukaj gor, ki se je odločil, da bo ta izziv sprejel, da ste pri tem uspešni. Ne? Da ne delamo zdaj samo izobraževanja, pa govorimo, pa se smehljamo, pa tako, ampak da ste uspešni. To pomeni, da ima ta posel vpliv na vaš life. Ne? In lahko ga ima, samo pač boste morali lasirati svoj biznis in ga imati tudi kot biznis. Se pravi, se pogovarjati o številkah, o dejstvih, s čim manj temi čustvenimi, da se trudim, pa da sem dal vse od sebe, pa to, zato ker to nikomu nič ne pomaga. Se pravi, jaz ne moram nikomu pomagati s tem, da mi reče, sem dal vse od sebe, če me razumete. Ne? To, pa zberite si enega mentorja. Ne, kdorkoli, to je lahko Eva Fil, lahko je Desejas, lahko je Boris, lahko sem jaz, nič ne preferiram. Mentor zdaj ne pomeni, da vam bo zdaj nekdo mozak prav, pa vas bedel nad vami, a ste vi poklicali danes 3, mater, ti sem ti rekel, da imaš 3 za poklicati,
ampak človek vam bo pomagal, ker rabite podporo, ker vsak od nas rab nekoga se lahko nasloni na njega, pač že lahko govori z njim. Veš kaj, dobil sem tak pa tak odziv, pa ti misliš, da predebatira to, kaj predlagaš na naslednjič naredim drugače. To pomeni mentor, da imate enega človeka, s katerim ste pokonektani in da pač komunicirate z njim. Ne? To je bilo od mene, povejte, če imate kakšno vprašanje, kakšen na to temo, ki sem vam povedal.